Danes je glavni pobudnik referenduma ob svoji izjavi spet manipuliral in izrazil kar precej neresnic in mislim, da je prav, da ljudje slišijo v resnici, kaj je res. Namreč poziv, da naj se referendum razpiše na dan državnozborskih volitev, je nemogoče je razpisati referendum takrat, ker sem jaz prepričana, da Aleš Primc dobro ve. On je namreč serijski vlagatelj referendumov in Državni zbor ne more razpisati odloka o referendumu brez točnega datuma izvedbe referenduma, mi pa še ne vemo, kdaj bodo državnozborske volitve. To je ena stvar in drugič, zakon tudi seveda blokira marsikateri zakon, ki je še v proceduri za obravnavo. Tudi pobuda, naj predsednik vlade danes do 12. izloči oziroma odstrani zakon, je neresna. Prav tako sem prepričana, da Aleš Primc to dobro ve. Mi vse tri koalicijske stranke smo po posvetovalnem referendumu, kjer je večina se odločila za to, da imamo v Sloveniji zakon, ki ureja področje pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, smo vložili poslanski zakon. Zato seveda vlada tega zakona ne more vzeti ven, zakon niti še ni stopil v veljavo, poslanci ga pa tudi ne bomo vzeli iz procedure. O usodi tega zakona bodo zdaj v resnici bomo odločali vsi volivke in volivci še enkrat. In jaz mislim, da bodo tudi ljudje imeli priliko slišati še enkrat, zakaj pravzaprav v zakonu gre, ker namreč to, kar je bilo predstavljeno v času kampanje za zbiranje podpisov, da gre za zastrupljanje in za ubijanje, seveda niti slučajno ni v zakonu in niti slučajno zakon o tem ne govori. Prav tako ne gre za evtanazijo in jaz mislim, da bo pač priložnost zdaj, če že bomo imeli referendum, tudi o tem, da bomo še enkrat pojasnili vsem ljudem, kaj pravzaprav o čem zakon govori. Lahko pa rečem, da govori o tem, da temelji na spoštovanju dostojanstva vseh ljudi, tudi tistih, ki so proti zakonu, da temelji na spoštovanju dostojanstva vseh nas v času življenja, kot tudi ob času smrti in ureja področje, ki zadeva verjetno izjemno malo ljudi, vsekakor pa ne posega v življenje nikogar, ki si tega ne želi. Tudi ne v življenje vseh tistih, ki so zdaj zbirali podpis za referendum in jaz pozivam vse ljudi, da izrazimo na tem referendumu svojo voljo, zato ker če bomo zakon na referendumu potrdili, bo zakon veljal, če ga bomo zavrnili, zakon ne bo veljal.